Ste že slišali, da je sodoben avtomobil sestavljen iz več 10.000 sestavnih delov? Neverjetno, kako sitni koščki in kosi na koncu vseeno tako dobro stojijo skupaj, da me ni strah, ko vozim avto. Tudi takole malo hitreje čez ovinke. In ob vsem tem se proizvajalci trudijo vse svoje nove modele narediti vedno lažje od predhodnikov. In mi jim potem še bolj zaupamo, ker se še bolje peljejo in ker imajo še manjšo porabo goriva. Takšen Audi A6 je izjemno moderen izdelek avtoindustrije in kar nekaj kosov tega avtomobila je iz lahkega aluminija, ki nadomešča jeklo. Obstaja pa en objekt, ki smo ga zgradili Slovenci in ki ima za razliko od tega A6 ogromno jekla in betona. Tudi tam je pomembna masa, ampak bolj v obratnem smislu, ker mora res trdo stati na tleh. Se vam sanja, kaj bi to lahko bilo? Vsi ga poznate. Tukaj je, nad mano. Viadukt Črni Kal. Največji in najdaljši premostitveni objekt v Sloveniji. Lahko bi mu rekli po domače most, čeprav je v resnici viadukt in ne most, ker spodaj ne teče voda. Za trboveljskim dimnikom je tole tudi drugi najvišji objekt pri nas. Evo, zdaj sem tik pod voziščem, tukaj nad mano se vozijo avtomobili pa kamioni. Se jih sliši. Da je vse to nastalo, so skupaj izdelali 50.000 kubičnih metrov betona, 8.000 ton armaturnega jekla in 1.300 ton kablov za prednapenjanje. Avto pa tehta slabi 2 tonci, pa rečemo, da je težek, a ne? Evo, tole so pa cevi za odvodnavanje. Tukaj teče vsa meteorna voda, tako da nič ne teče samega viadukta dol, potem se pa na koncu zbira v zbiralniku. Gradnja viadukta je potekala 3 leta. Pri tem bi omenila, da je bila velika težava veter, burja, ki je onemogočala delo žerjavov. Danes pa je promet kljub burji po viaduktu varen, saj ni bil nikoli zaprt zaradi vetra. Povprečno prečka viadukt 24.000 vozil na dan. Najbolj pomembno pri teh viaduktih je redno pregledovanje, za kar Dars dovolj dobro in ustrezno skrbi. Sicer pa ti objekti, če so dobro zgrajeni, ne terjajo velikih vzdrževalnih del, manjše posege, ki se odkrijejo, pa se sproti odpravi. Jaz mislim, da če bi bili v tujini, bi bili bolj ponosni, kot smo tukaj. Velikokrat dobim komplimente bolj od strokovnjakov iz tujine. Pri viaduktu ni pomembna, bi rekel, masa, pomembna, bi rekel, njegova geometrija in pravilna razporeditev mase in togosti. Vsa ta masa in togost, bi rekel, je računsko zelo precizno definirana. Če primerjamo z ostalimi evropskimi viadukti in tem je v bistvu tudi ta inventivni pristop, na mesto 2 masivnih slonovih nog, je to, bi rekel, en steber, ki se zgoraj razcepi, ima linija ene mehko linijo, linija enega ženskega boka, ki se potem pojavi še enkrat v vuti in pojavi se še tretjič v horizontalnem radiju 800 metrov in to daje viaduktu, bi rekel, ta prostorska ukrivljenost mu daje eno lepoto in voznik jo doživi tako, da v bistvu viadukt, ki je v bistvu piše četrtino kroga, ga doživiš tudi v fasadi. To je izredno pomembno. Ta ograja, ki bi mogoče lahko motila celo stvar, je danes, bi rekel, še en taki segment, ki viaduktu prinese še eno nobleso. V taki objekti danes se pretira življenjsko obdobje 100 do 120 let, ampak da se takoj razume, to ni njegova realna življenjska doba, to je njegova funkcionalno obdobje, v katerem v bistvu ga treba obnavljati in če se ta objekt pravilno obnavlja, to lahko normalno tudi naprej funkcionira. Viadukt Črni Kal v bistvu pomeni vrhunec takratnega slovenskega gradbeništva, dolgoročno, pa pomeni, bi rekel, za Slovence, za nas, bi rekel, en lepi objekt v prostoru, ki zelo lepo mehko sedi v tem prostoru za svojimi lepimi linijami in to nam tudi, bi rekel, priznavajo kolegi iz tujine. No, jaz sem še kako vesel, da ga imamo. Če ne drugega, že zato, da naravimo s tato koloniko peljemo otroke na morje. Viadukt je dolg 1065 metrov, v najvišjem delu tukaj nad mano, skupaj s cestiščem pa je visok 95 metrov.
Verjetno to, verjetno še nikoli niste videli, kako izgleda najvišji steber od znotraj, a ne da? Vzmeva pa, kaj da bi bil v ne vem kakšni dvorani. A ste se kdaj vprašali, kaj je tale skakalnica pred viaduktom? Priznam, da sem si cel življenje želel zapeljati sem gor in skočiti, seveda se to ne bi zgodilo, ampak to je v resnici prostor za zaviranje v sili. Če slučajno tornjaku odpovejo zavore in se ne more ustaviti pred viaduktom, potem zapelje sem gor in se tukaj pogrezne v pesek. So rekli, da se ne smem z avtom not zapeljati, ker me bojo mogli ven vleči. Ja, drugače pa ne smete voziti tja gor, da ne bo kdo imel tam piknikov. To je namenjen samo zaviranje v sili. Ok, viadukt tudi ni hec, ko piha burja, zato pa je razgled z njega slab. Ograja vas ščiti pred sunki vetra in pred nevarnimi pogledi, ko bi tako ne občudovali višino. Vem, ker bi jo jaz tudi. A6 pa tudi burja ne moti kaj preveč, ker reže zrak kot puščica. Samo 0,24 znaša količnik zračnega upora in zato je vožnja res tiha. Še malo jim bo znal voziti sam, do takrat bom pa jaz tisti, ki bo vozil tule čez Osapsko dolino. Evo, sem naredil že 14 krogov po viaduktu, da me ne bo kdo obsodil, da ga bom znucal. Ok. A si posnel? Ne, mogu si takati. Aha, no daj, pojgrem pa je še en krog. Bili ste malci.